križu bodi z vami. Dragi bratje in sestre, dobrodošli k blagoslovu velikonočnih jedi. Jedila so povezana s praznikom in kot bomo slišali v Božji besedi, pomenijo rešitev. Pa pred našim največjim praznikom poslušajmo, kako je Bog reševal in o tem, kaj vsa ta jedila pomenijo. Naše domove naj praznovanje velike noči prinese mir in veselje, vero in upanje ter hvaležnost do Boga in bližnjega. Poslušajmo sedaj Božjo besedo. Z vami iz svetega Evangelija po Luku. Bilo je že okrog 6. ure, ko je nastala tema po vsej deželi in je bilo temno do 9. ure, ker sonce ni dajalo svetlobe. Zagrinjalo v temlju se je pretrgalo do sredi. Jezus je zaklical z močnim glasom: Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. In ko je to izrekel, je izdihnil. Ko je stotnik videl, kaj se je zgodilo, je slavil Boga in rekel: Zares, ta človek je bil pravičen. In vsi ljudje, ki so se zbrali, da bi gledali in so videli, kaj se je zgodilo, so se nazaj glede trkali na prsi. Kristusov evangelij. Naj se je zakolje jakne in pomaže na stranice vrat. Je to pomenilo rešitev iz Egipta, iz sužnosti. Ampak hkrati je pomenilo smrt egipčanskih prvorojencev. Ko pa je Jezus umrl na križu, je umrl on sam. To smo slišali v Evangeliju. Nihče drug ni umrl zaradi grehov, zaradi slabih stvari, ki jih je delal, ampak samo on. Zato rečemo, da je Jezus tisto pravo jagnje, ki je rešilo vse, ne samo nekatero eno izbrano skupino ljudi, ampak prav vse. Nihče drug ni umrl. In stotnik, rimski vojak, ki ni veroval, kot so ljudje verovali, ni bil eden od apostolov, je prepoznal, da je to pravičen človek. In drug evangelist pove celo, da je rekel, da je to Božji sin. In podobno, kot ta rimski stotnik, tudi mi, ko jemo velikonočna jedila, se spomnimo na kaj? Jezusom vstajenje. Jezusovo vstajenje nas to spominja. In ker brez vstajenja ne bi bilo krščanstva, kaj šele velikonočnih jedi. Brez vstajenja je naša vera okarola. Vstajenje je ta odločilna točka v naši človeški zgodovini. Vstajenje Kristusa. In torej, ko bomo jedli velikonočna jedila, da imamo to pred očmi. Velikonočna jedila nas spominjajo, da je Jezus vstal od mrtvih. To je srčika naše vere. Brez tega krščanstva ni. In velikonočna jedila, da bi znal to našteti.
pomaga. Da vidimo, kaj je na stvari. To so jajca. Kakšna? Virgija. Kakšna so to jajca? Kdo jih je sproduciral? Kokoš. Točno. Kokoš. To so kokoši jajca. Tako da ki pomenijo dve stvari. Pomenijo, to je take lepe tople barve, reče skoraj rjave. Pomeni dve stvari. Ena tem pomeni je Kristusova kri kot kapljica, drugi pomen pa je grob, v katerem je Jezus počival in iz njega postal z lastno močjo kot piščanček, ki pride ven sam. Torej, imamo mir. Mimo grede. A je slučajno v kakšni od teh košar še kakšno drugo jajce razen kokošjega? Moderno jajce. Iz čokolade in mleka, ki ga sproducira najboljši sosed. Žal ne pomeni isto. Potem je tukaj, se lahko primem, tukaj še kruh, pinca, kaj pa to pomeni? Koga to predstavlja? Ker, ločno, Jezus je kruh življenja. Tudi pri svetem obhranilju, ga prejmemo, to pomeni kruh. Da vidimo. To smo že videli. Bomo vse iščem še nekaj bolj konkretnega od kruha. Šunko, meso. Ali je lepo tista šunka kuhana, ali je celo eni imajo navado v testu in tako naprej. Tudi to pomeni Kristusa, ampak tistega Kristusa, o katerem smo slišali v Evangeliju, se pravi tisto pravo jagnje, ki je odvzelo grehe sveta. In tukaj prav to pomeni tisto meso. Jagnje, ki je odvzelo grehe sveta in umrlo za nas vse. Potem nekdo je rekel prej hren. Tudi to je zelo konkretna stvar. Zdaj ne bom brskal, ki je kakšen. Ampak hren je kakšne oblike. Take podolgovate, ne? Je korenina v obliki žeblja, točno. Žeblja kot tistega, s katerim je bil Jezus pribit na križ. In hren je po okusu tak, da odpre vse kanale. In
nas spominja na Jezusovo trpljenje. Zdaj, lahko imamo še kakšna druga taka močna zelišča ali pa tudi močne rastline, ampak so zato, da nas spominjajo na Jezusovo trpljenje. Tako. Zdaj bo lahko prsko pokošala. Tako. Smo ostali pri grevu. Da se kaj pozabil. So rekli pirhi, kruh, meso in hren. Se kaj pozabil. Potica, to tudi spada tako kot kruh, ne? Če je okrogle oblike, taka lepa, ne? Spominja tudi na trgovo krono, trgova krona. Ne? Ampak tista potica ne boli nič, razen če preveč poješ. Pico imate tudi. A pinca, se opravičuje. Pinca pa je. Pinca, ko se spomni naše noge, so letele. Super, lepo. Torej, ta štiri, ne, od kruh še lahko imamo pinco in pico in tako naprej, meso, hren in pirhi. To so ta štiri jedila, ki nas spominjajo na Jezusovo trpljenje in ustajenje. Vse ostalo je, mislim, nima tega pomena. Žal, se je pojavilo, ne vem, čas je prinesel, mi smo se kar navadili, ampak nima istega pomena. Tako, zdaj, super. Kot rečeno na začetku, ne pozabimo, ko bomo jedli in dobro jedli, da nas to spominja na Jezusovo ustajenje, na ta praznik velike noči. Tukaj ste videli še nekaj škatno. Ne morejo vsi tako lepo praznovati kot mi, zaradi različnih stvari, okoliščin, ki jih pač dogajajo. In dar, ki ga boste dali to škatlo, bo šel misionarka, sestra Šolinka v Senegal, ki skrbijo za otroke, gradijo šole, učijo v šolah in na ta način poskrbijo in vzgajajo tam domačine. V njihovem imenu hvala za vaš dar. Sedaj pa bomo izrekli svoje prošnje. Vsemogočni Bog, ko slavimo smrt in ustajenje tvojega Sina, te prosimo in recimo, Gospod, usliši nas. In tako naprej. Molimo. Nebeški Oče, ko slavimo smrt in ustajenje tvojega Sina, te prosimo, blagoslovi ta velikonočni kruh, ki je sad tvoje dobrote in našega dela. Naj ga uživamo polnih hvaležnosti, v svetem obhalilu pa s spoštovanjem prejemamo Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Blagoslov nad mesom. Molimo. O Bog, po svojem služabniku Mojzesu si pri reševanju svojega ljudstva iz Egipta pokazal jesti jagnje kot podobo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Blagoslovi to meso, ki ga želimo tvoji služabniki uživati v tvojo hvalo po vstajenju našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Za blagoslov nad pirhi molimo. Vsemogočni Bog, prosim na te, blagoslovi te pirhe. Naj bodo zdrava jed tvojim vernikom, ki jih bodo uživali in se ti zahvaljevali zaradi vstajenja našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. In nad hrenom molimo.
Blagoslovi, o Bog, tak hren. Ko bomo okusili njegovo ostrino, naj se spomnimo, da je Kristusovo trpljenje cena našega odrešenja, po Kristusu našem Gospodu. Molimo, Bog naš Oče, od Tebe so vse dobrine, od Tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi, prosimo, te jedi in nas uči, da bomo v Tvojih darovih gledali Tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bodo uživali, naj se veselijo telesnega in dušnega zdravja po Kristusu našem Gospodu.